Moram najprej poudariti, da v Kranju smo se za ta korak odločili, zato ker vse drugi ukrepi, vse druge opozorila in prošnje niso bila slišana čisto nič. Zaradi nesrečnega kadrovskega dogajanja v smislu večjih bolniških in porodniških odsotnosti je bil sam primanjkljaj že ogromen in je bilo nemogoče pokrivati kolege, medtem ko so se zahteve zavarovalnice samo višale in zadnja, ki je bila kaplja čez rob, je v bistvu bil sprejem pacientov do povprečja regijskega, kar bi pri nas pomenilo zelo veliko pacientov, skoraj med največ v Sloveniji. To je tam okoli 2800 glavarinskih količnikov. In ko smo videli, da nikoli nismo slišani in da dejansko delujejo samo radikalne poteze, smo se najprej en posamezni pa drug je razlagal, da bo odšel. Potem smo pa videli, da v bistvu je veliko boljši skupni korak, da lahko opozorimo, da smo v bistvu obupani in da si želimo delati dobro s pacienti, da želimo za njih imeti čas in v tem tempu, da bi se opravilo vse, ne moremo skoraj nič več opraviti dobro. In ko se enkrat znajdeš v situaciji, ko kot zdravnik hitiš, ko ti oseba že govori, hitiš, da boš čim prej končal, ker veš, da te čaka še 5-10 ljudi zunaj in tako do 60 ali pa celo 100 obravnav na dan, vsak dan znova in ni boljšega dneva, takrat imaš občutek, da te žaklji peska zasuvajo. In tam se ne želiš več biti. Tako da to je bil en tak korak, ki se sliši grdo z naše strani in nam to tudi očitajo. Ampak vsak, ki nas pozna kot ljudi, pa vsak naš pacient, pa ve, da to ni bil korak, ki bi želel škodo. Sicer bi mi zdajle že vsi šli v bolniške in zginili, saj bi imeli mehanizme, marsikdo odide, kadar ne more drugače. Mi tukaj ostajamo v bistvu v težkih razmerah in s prilagojenim delovnikom, marsikdo veliko ur več, kot mu piše v katerikoli pogodbi, zato da še vedno znese ta primanjkljaj. Opozorilo smo pa dali, ker smo dobili občutek in še zmeraj stojim za tem, da nažalost tako je, da se spremembe brez resnih pritiskov ne dogajajo. Kar me pa neskončno žalosti, ampak upam, da se bo počasi to spremenilo.